Med večjimi krajevnimi skupnostmi v mestni občini Novo mesto je krajevna skupnost Mali Slatnik, v kateri živi blizu 2000 prebivalcev. Sestavljajo 10 vasi: Cerovci, Krka, Smolenja vas, Petelinjek, Potovrh, Križe, Veliki Slatnik ter Mala in Velika Cikava. Po nekaterih starih zapisih celo Janez Trdina je naše kraje omenjal v svoji knjigi Bajke in povesti o Gorjancih, se je Slatnik v preteklosti imenoval Slatenek. Ime pa naj bi dobil po številnih majhnih izvirih vode, ki so jih imenovali Slatine. Nekateri od njih so celo imeli izvirke tople vode. Za kulturno in etnološko zapuščino skrbi društvo Mahova dediščina pod Gorjanci, ki se ponaša z več kot 200 člani. Pod njihovim okriljem nastajajo tudi pekarski izdelki. Trenutno nam je mestna občina že potrdila in nas je uvrstila v proizvajalce, bomo rekel, pekarskih izdelkov. Metulja Jamamaja, tudi Mahovo krono imamo, torej to je Mahova, pravimo ji, mnogocvetna vrtnica ali Mahova krona. Iz stare sorte žita, iz perjene moke, ne? Potem je škratova pica, v gostilnici Slatnik dobimo škratovo pico, dobimo mahovo pico, dobimo tudi mahov čaj. Društvo nosi ime po družini Mah, ki je v 19. stoletju v tamkajšnje kraje prinesla Metulja Jamamaja in tam pustila neizbrisan pečat. Del njihove posesti na Velikem Slatniku je skozi zgodovino prešel v last Mavsarjevih, ki sta imela kar 18 otrok. Leta 1942 je to posest podedoval moj dedek, Alojz Mavsar. Po njegovi smrti je to posest podedoval moj oče, Alojz Mavsar, leta 1978. No, in po očetovi smrti 2011 sem to posest podedovala jaz in moj mož, tako da zdaj skupaj delava na tej posesti. Največ dela je bilo z obnovo grajskega hleva. Sprva sem načrtovala ta hlev v celoti zrušiti, zato ker je bil del hleva v zelo slabem stanju. Z prepričanjem mojega prijatelja Zdravkota, kateri se ljubiteljsko ukvarja z starinami in risanjem, smo po nekaj letih trdega dela hlev lepo obnovili. Obnovili smo ga izključno z lastnimi sredstvi. V njem smo uredili tudi spomin na dva svetovno znana moža, ki sta v preteklosti živela na tej domačiji. To sta Johan Mah, ki se je ukvarjal z sviloprejstvom, in njegov sin Ernest Mah, on pa je izračunal na zvočno hitrost. Po njem se tudi imenuje hitrost 1 mah. Društvo skrbi tudi za naravne lepote v krajevni skupnosti. Marsikatere izmed njih, kot so Trdinovo skalno okno, Zakletje oreh in Čuvaj reda in miru, so vključene v Mahovo učno pot. Ponosni so na Slatenski potok s številnimi meandri, ribami in raki, posebno mesto pa zavzema Sotočje 3 studencev. Se pravi, Mali Studenec tole izvira pred nami, potem tamle čez je Veliki Studenec in en studenec pa priteče po dolini tukaj dol izpod goric vinskih. Ne? Se pravi, tole je en osrednji prostor, kjer se zbiramo, se pravi, o prireditvah, ne? Noč metuljo tukaj naredimo. Člani društva tudi ustvarjajo. Nekateri so spretni z motorno žago, nekateri so spretni rokodelci. Prej sem delal, sem bil cimerman, tesar, se pravi. Zdaj pa, ko sem v penziji, pa sem malo z lesom igral, malo poznam te lesove, kako delujejo in tako naprej. In se malo s tem ukvarjam za prosti čas. Narajš delam kakšne sklede ali sklečke ali nekaj podobnega. Včasih sem tu bolj na roke, zdaj pa imam en tak stroj, pa tule me malo pomaga. Večinoma najlepša je z oreha ali pa hruška. No, probam tudi smreke ali pa jevše, seslive, vse sorte lesa imam. Pa malo se učim, še zmeraj, ne. V krajevni skupnosti so dejavna tudi druga društva, ki pripomorejo k bolj kakovostnemu in pestremu družabnemu življenju. Med njimi je na primer Društvo upokojencev, v katerem se ukvarjajo s kar 18 športnimi panogami. Zaslužni so tudi zato, da so v novomeško občino pripeljali petanko. Petanka se je šla preko Gorjancev, na Gorjancah sem se prvič spoznal, ne, in pa smo tle prinesli, ne, kaj je bilo orientacijsko pohodništvo, smo naredili promocijski predstavitev.
In zdaj je ta trenutek igra Liga na Dolenjskem 19 društev z 32 ekipami vsak ponedeljek in vsako sredo. Seveda brez gasilcev ne gre. V krajevni skupnosti delujeta 2 društvi. PGD Smolenja vas šteje že več kot 90 let, gasilski dom redno posodabljajo, ponosni so na novo gasilsko vozilo, zanimiva pa je legenda o njihovi ustanovitvi. Vaščani, ki že dalj časa počivajo pri Mariji Pomagaj, so povedali, da je v letih 1928 in 1929 v vasi gorelo skoraj vsak teden. Gospodarji so se zbali za svoje domačije, skedne kozovce in se odločili, da ustanovijo gasilsko društvo. Kasneje je prišlo na dan, da je požigal neki hlapec, ki je potem užival pri gašenju. Nekateri pa so dodali, da je menda rad gledal dekleta, ki so v spalnih srajcah prišla gasiti. 70 let pa bodo prihodnje leto obeležili v PGD Potov Vrh Slatnik, v katerem so na ogled postavili svojo prvoročno brizgalno. Sicer pa so ponosni na to, da ves čas obnavljajo dom in širijo svoje članstvo. 1.1.1952 je bil ustanovni občni zbor, na katerem je bilo udeleženih 23 članov, takrat ne še članov, bi rekel vaščanov, Velikega Slatnika in Potovrha. Zmenili so se na tisti seji, da bojo ustanovili društvo z imenom Potovrh Slatnik in obenem dogovorili se, da bodo naredili tukaj na današnjem kraju gasilski dom, ker je bilo pač takrat stičišče vasi Potovrh Slatnik, se pravi današnje Križe, takrat še niso bili uradno Križe. Obiskovalci si lahko v krajevni skupnosti ogledajo tudi več cerkva, se ustavijo na kmetijah, se odpravijo po številnih pohodniških poteh, se podajo na pohod po Vinskih goricah ali pa se ukrepčajo v gostinskih lokalih. Ne ponujemo samo pijačo, ampak ponujemo tudi druge zadeve, kot so recimo imamo parking za Mahovo pot na tem delu, drugače pa še ponujemo vožnjo s kočijo, z dvovprego, trovprego, občasno pa tudi naredimo petovprego za določene prireditve. Vožnja naj bi bila namenjena kot panoramska vožnja do Toca, Šmarjeških Toplic ali v bližnji okolici. Predvsem pa imamo tudi, ponujemo vožnjo za poroke, abrahame in ostale zadeve. V krajevni skupnosti so ponosni tudi na podružnično šolo na Malem Slatniku, ki spada pod okrilje osnovne šole Center. Stavba, pred katero stojimo, ima dolgo zgodovino. Zgradili so jo leta 1935, torej ima kar 86 let. Zato smo še toliko bolj veseli, ker je mestna občina Novo mesto prisluhnila našim željam in željam krajanov po energetski sanaciji te stavbe, kar smo tudi v zadnjih letih bili deležni. Pred leti so na območju Velikega Slatnika dokončali kanalizacijo in preplastili večino cest, pridobitev za krajevno skupnost sta tudi prizidek vrtcu in razširjeno športno igrišče z dvosteznim baliniščem na Malem Slatniku. Naselja krajevne skupnosti Mali Slatnik v zadnjih letih intenzivno pridobivajo na infrastrukturnih področjih. V bližnji prihodnosti se nam obeta širitev državne ceste Mali Slatnik-Petelinjek s pločniki, javno razsvetljavo in obračališča mestnega avtobusa. Komaj tudi čakamo na pričetek del 3. razvojne osi, saj bi na ta način močno razbremenili nekatere preobremenjene odseke. V načrtovanju je tudi za to območje zelo pomembna rekonstrukcija Šentjernejske ceste, torej da se med Žabjo vasjo in cono Cikava zagotovi kvalitetne površine tako za pešce kot za kolesarje. In seveda v tem letu začenjamo tudi s projektom na Cikavi, ko bomo komunalno uredili gospodarsko cono, torej omogočili kvalitetnejšo oskrbo, hkrati pa tudi širitev predvsem na nove površine, ki so že v prostorskih aktih. Ta projekt pa bo na nek način tudi vsaj delno dvignil kvaliteto infrastrukture za nekaj prebivalcev, ki so ujeti ob gospodarsko cono. Torej tudi v tem delu bomo zagotovili bolj bogate površine za pešce in za kolesarje. V tukajšnji coni ima sedež tudi naša medijska hiša. Vaš kanal je osrednja regionalna televizija v Sloveniji s statusom posebnega pomena. Krajevna skupnost Mali Slatnik, ki se razteza na obrobju dolenjske prestolnice, očara s kulturno in naravno dediščino, edinstvenim metuljem in čudovitim pogledom z najvišje točke v krajevni skupnosti, predvsem pa z dobrimi ljudmi.